Pozdravljeni. Na vrsto je prišla tudi velika nagrada Madžarske in najprej, kot običajno, je na vrsti uvodni prispevek. Tudi današnji uvodni prispevek bo kot ponavadi razdeljen na 3 ločene dele. V prvem si bomo ogledali zanimivo dirko iz preteklosti, v drugem bomo našo pozornost usmerili k samim značilnostim ter lastnostim proge, v tretjem, zadnjem delu, bomo pa nekaj minut posvetili tudi vremenski napovedi. A začnimo na začetku. Tokrat sem izbral veliko nagrado Madžarske iz sezone 1997. Prav tisto dirko, kjer je malo manjkalo, da bi Damon Hill z Arrowsom zmagal. Danes si bomo pogledali, zakaj je bil Hill tako konkurenčen in konec koncev, zakaj ni zmagal. A najprej se moramo ustaviti tudi malček pri ozadju celotne zgodbe. Leto poprej je Damon Hill postal svetovni prvak z Williamsom. Ampak pri ekipi Williams so hoteli dokazati nekaj, da v bistvu zmagujejo njihovi bolidi in ne toliko njihovi vozniki. Zato Damon Hill skupaj s številko 1 je bil prisiljen zamenjati okolje in sedež je dobil pri ekipi Arrows, ekipi, pri kateri je bil glavni lastnik Tom Walkinshaw. Imeli so motorje Yamaha in pnevmatike Bridgestone. Seveda v Formuli 1 motorji Yamaha niso bili nič drugega kot enote, ki jih je izdeloval John Judd, seveda preimenovane, a to ni toliko važno. Eden izmed poglavitnih faktorjev, zakaj na Madžarskem je bil Damon Hill tako konkurenčen, so bile njegove pnevmatike. A tu moramo poudariti še neko malenkost. Namreč prav proga v Hungaroringu je bila pisana na kožo Damonu Hillu, ki je dosegel prvo zmago leta 1993, tako za pokušino. A videli bomo, da same pnevmatike niso bile edini faktor, zakaj je Damon Hill bil tako konkurenčen. A najprej je treba razložiti tudi ozadje. V tistem obdobju so vozniki po prvem prostem treningu dobesedno določili tipologijo pnevmatik, s katerimi so potem odpeljali celoten preostanek dirkaškega vikenda. Na progi v Hungaroringu so v veliki večini zbrali najmehkejšo izbiro, ki so jo imeli na razpolago. Tako pri pnevmatikah Goodyear kot Bridgestone. Imeli smo, kot se dobro spomnite, 2 dobavitelja pnevmatik. A že tu je bila velika razlika. Namreč najmehkejša pnevmatika Bridgestona je bila še zmeraj malce trša od najmehkejše pnevmatike Goodyear. In to se je pokazalo tudi na dirki, a ni bilo dovolj. Edini, ki ni sledil temu trendu, je bil Heinz-Harald Frentzen, tisti voznik, ki je Damona Hilla nadomestil pri ekipi Williams. In izbor Frentzena po svoje je lahko bil tudi tisti pravi, namreč s tršo mešanico bi lahko imel postanek manj, ustavil bi se le enkrat namesto 2-krat. A tu je treba poudariti, da v svetu Formule 1 je izjemnega pomena tudi sreča, ali jo imaš ali ne. In prav Frentzen je bil tisti voznik, med drugim, ki mu je sreče zmanjkalo, odstopil je zaradi banalne napake na sistemu za dolivanje goriva.
In to je le en pokazatelj, zakaj konec koncev samo bolid ni tisti odločujoči faktor. A sreča na tisti dirki je imela ogromen pomen. Pri skuderiji Ferrari so za Michaela Schumacherja pripravili novo izvedbo šasije modela 310B. Šlo je za olajšano verzijo, ki naj bi po izjavah pomagala nemškemu šampionu biti približno 3 desetinke na krog hitrejši. In tu lahko nekako sumimo, da je bila šasija približno 10 kg lažja. In Michael Schumacher na kvalifikacijah je bil najhitrejši. Damon Hill za primerjavo samo v navednicah tretji. Ampak zopet je vmes posegla sreča ali pa nesreča. Michael Schumacher je tisto edino olajšano šasijo poškodoval in prisiljen je bil dirko začeti na oni klasični, težji izvedenki, ki je pa edina bila še na razpolago. In torej vidimo lahko, kako na sami dirki Damon Hill je imel določen faktor presenečenja. Začel je dokaj spredaj, se takoj rešil Jacquesa Villeneuva in začel napadati Schumacherja, ki pravzaprav ni bil lepo udobno v svoji rezervni šasiji. Hill je Schumacherja prehitel v 11. krogu in zaradi tega, ker je imel malce tršo pnevmatiko, je lahko držal višji ritem, ni imel toliko težav s pregrevanjem kot vsi ostali z njim. Seveda, njegova prednost se je večala in večala. Dosegel je približno 35 sekund prednosti pred prvim zasledovalcem, že prej omenjenim Villeneuvom z Williamsom. Ampak v 74. krogu se je zgodilo nekaj. Namreč napaka na njegovem hidravličnem sistemu. Ostal je v tretji prestavi, njegova stopalka za plin ni delovala in Villeneuve ga je v zadnjem krogu prehitel. Tako da iz tiste fenomenalne presenetljive zmage ni bilo nič. Nam, navdušencem, je pa ostala v spominu ena izmed tistih dirk, na katero se mnogokrat spomnimo, ko omenimo veliko nagrado Madžarske. In če so tu pri Williamsu zopet dokazali, da njihov bolid je absolutno bil najboljši, se verjetno marsikdo sedaj sprašuje, zakaj Hill ni zmagal. Zaradi enostavne podložke, katera je popustila na njegovem hidravličnem sistemu, in govorimo o delu, ki je bil morda že takrat vreden nekaj centov. Sedaj seveda zopet dokaz, zakaj so komponente pri Formuli 1 lahko tako drage. Ne toliko zaradi materialov in ekskluzivnosti, temveč zaradi kontrole kvalitete. In še en dokaz, kako potrebno je imeti tudi srečo, če se želi biti zmagovalec. Hill jo je imel po svoje na začetku dirke, ampak proti koncu se je vse poravnalo. A poglejmo si sedaj malce značilnosti proge v Hungaroringu. Tu je treba poudariti, da med sezono 97 in današnjo izvedbo 2024 se je kakšna malenkost tudi spremenila. Krog ni dolg 3968 metrov, ampak 4381. Zato tudi vidimo, da bo velika nagrada dolga 70 in ne 77 krogov. A to so malenkosti. Glavno je razumeti, na kaj moramo biti pozorni pri sami dirki. Seveda Pirelli je tu pripeljal mešanice C3, C4 in C5. Ampak če pogledamo tiste vrednosti,
ki so zapisane na nam dobro znani tabeli, bomo videli, da kakšnih velikih ekstremov v resnici ni. Gre za progo, ki spada med počasnejše. Zato bolidi imajo aerodinamične pakete, ki zagotavljajo tisti najvišji aerodinamični oprijem. Med vrednosti, katere izstopajo, bomo videli, da prav pospeševanje je ena izmed glavnih. Seveda evolucija proge, prav tako z vrednostjo 4, je nekaj razumljivega, kajti tu ni pretiranega števila dirk ostalih kategorij. Lahko smo opazili, da asfalt je dokaj nežen, torej nimamo kakšne abrazivnosti in podobno, ostale vrednosti se pa gibljejo tam okrog 3. In sedaj, če pogledamo tiste parametre, ki so za nas, navdušence, bolj zanimive, bomo takoj opazili, da pravzaprav ni nekih posebnih ekstremov, vsaj kar se tiče minimalnega tlaka, ki je določen za ta dirkaški vikend. Na prednjem paru koles je ta omejen na 22 funtov na kvadratni palec, na zadnjem paru koles pa na 20 funtov na kvadratni palec. Torej, lahko bi dejali znotraj tistih mej, katere smo vajeni. In tudi previsni kot. Na prednjem paru koles minus 3 stopinje celih 25, na zadnjem paru koles 2 stopinji. In to nam pove, da tu pravzaprav je tisti zadnji pogonski par koles oziroma pnevmatik pod največjim pritiskom, kar vidimo tudi iz grafičnega prikaza. Kot običajno si bomo ogledali tudi, kakšne so bile vrednosti lani ter predlanskem v edinih 2 drugih izvedbah, kjer smo imeli kolesa s platišči, ki imajo primer 18 palcev. Na samem tlaku lahko opazimo, da na prednjem paru koles ni bilo nobenih sprememb, na zadnjem se pa je tlak strmo višal. Namreč v sezoni 2022 18 funtov na kvadratni palec, lani 19 in letos 20. Kot zanimivost lahko opazimo, da tudi previsni kot na prednjem paru koles se je za 1/4 stopinje znižal, ampak to je malenkost. Zopet lahko vidimo, da pravzaprav pri Pirelliju skušajo rešiti težave na zadnji osi, s tem, da višajo tlak, tako tudi malce znižajo temperature in dobesedno podaljšajo sting. Ampak temperatura pnevmatike je odvisna tudi od temperature samega okolja. Zato je izjemnega pomena, kakšna bo vremenska napoved. In padavin tu na Madžarskem ni za pričakovati skozi celoten vikend. V petek bo dokaj sončno s kakšnim manjšim oblakom. Možnost padavin je omejena tja na 1%. Temperature se bodo gibale med 22 in 33 stopinjami Celzija. Govorimo o temperaturah ozračja. Vlaga 43%, kar nam daje nekako neko predstavo, da temperatura asfalta bo krepko čez 50 stopinj Celzija. V soboto naj bi bilo malce bolj oblačno. Nobenih bistvenih sprememb, kar se tiče odstotka vlage v zraku, ampak temperatura se bo gibala med 20 in 31 stopinj Celzija. V nedeljo sončno. Kar pomeni, da bodo temperature zopet poskočile tja med 21 in 33 stopinj Celzija, kar nam daje sumiti, da pravzaprav med samo veliko nagrado bodo lahko pri marsikateri ekipi lahko imeli tudi težave. A o tem se bomo bolj podrobno pogovarjali v nadaljnih prispevkih. Za danes je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.